Tokrat v občinskem informatorju. Božični koncert Mestnega pihalnega orkestra Radlje. Teci, hodi in zdrav bodi. Godba Ruše priredila že 26. praznični koncert. Zaključek praznične tržnice v Vuzenici. Dedek Mraz obiskal otroke v Radljah ob Dravi. Osrednja prireditev ob krajevnem prazniku Bistrica ob Dravi. 5. tradicionalni turnir v malem nogometu. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Radljah ob Dravi, kjer je na dan Božiča minulo sredo potekal tradicionalni božični koncert Mestnega pihalnega orkestra Radlje. Tako poslušalci kot tudi nastopajoči so Zuši ocenili pozitivno. Popestril pa ga je gost prireditve, učitelj saksofona na Dunaju Oto Vrhovnik. Po besedah dirigenta se je na koncert pihalni orkester pripravljal četrtino leta. Tako so lahko gledalcem ponudili pester nabor znanih skladb, kar dokazuje, da mora vodja močno držati vse niti orkestra. Ja, vsaj želim si to, no. Koliko mi pa uspeva, boste mogli pa koga drugega vprašati. Kako ste pa zadovoljni z vzdušjem danes tukaj v Radljah? Zelo, zelo. Poslušalci so uživali, s čimer pa so orkestru poplačali vloženi trud. Tudi letos pa so se v Mestnem pihalnem orkestru potrudili in koncert popestrili s povabilom gosta, mednarodno priznanega pedagoga, solista in rednega profesorja klasičnega saksofona. Pravi, da je bilo igrati pred občinstvom v Radljah več kot odlično. Super, Radlje so Radlje, v tem nekaj. Jaz sem prvič tukaj igral solistično danes in res moram reči super publika in kaj naj, mislim, videli ste, kaj se je dogajalo, ne? In to je dokaz, da delamo prav. In to je tako, kot je rekel Dejan, a ne? Trudimo se vsi, ker ko stopimo na oder, je tam naše mesto, da igramo in da zadovoljimo ljudi, ki so v dvorani. In če nam to uspe, to je pa dokaz aplavz, potem delamo prav, ne? In to je naše poslanstvo. In jaz upam, da danes ni besede proti temu za reči, ampak rečemo super je bilo. Navdušenje in potrditev, da je bil koncert zares odličen, pa so potrdili gledalci z bučnim aplavzom. Iz Radelj ob Dravi pa se selimo v Selnico ob Dravi, kjer so dan po Božiču preživeli precej športno obarvanem duhu. Športna sekcija Selnica ob Dravi je namreč tudi letos pripravila že 6. tradicionalni tek in hojo po selniških ulicah. Tudi tokrat s sloganom Teci, hodi in zdrav bodi. Kar 30 udeležencev je vztrajalo kljub slabemu vremenu. Eni peš, drugi s tekom, prav vsi pa humanitarno so se odpravili po 4 km dolgi trasi. Ja, kot sem slišal, je ta pohod namenjen v dobrodelne namene in ravno ta dobrodelnost me je pritegnila, da sem se udeležil danes tega pohoda. Ob tej priložnosti pa se je organizator spomnil in izrekel želje za prihajajoče leto. V novem letu so želje, prvič zdravje, vidite, sem na slabem glasu, drugič, da se vse prireditve, katere smo izpeljali, tudi v tem letu 2014 izpeljamo boljše in da bi bilo malo več podpore Selničanom in ostalih, da vse te prireditve, katere smo v letu 2013 pripravili, tudi bolje obiskane. Vsa sredstva od štartnine kot tudi prostovoljne prispevke, ki so jih zbrali, pa bodo namenili VDC Polžu Ruše. Iz športno obarvane Selnice ob Dravi pa v Ruše, kjer je minuli četrtek godba Ruše obeležila že 26. tradicionalni novoletni koncert. Tokratni izbor pesmi je bil predvsem slovenski, zato je bil tudi naslov koncerta pod imenom Pozdravljena Slovenija. Predsednik godbe Ruše in dirigent sta bila zadovoljna ob izpeljanem 26. tradicionalnem koncertu. Želita pa si, da bi se v prihodnjem letu povečalo število mladih godbenikov. Res je, zdaj si me ujel točno po koncu koncerta, občutki so fenomenalni, tako kot vsako leto, se pravi, ni ga lepšega občutka, ko toliko časa vadiš, ko toliko časa trudiš, potem pa te pričaka polna dvorana navdušenih gledalcev, ki z veseljem ploskajo, vidiš nasmejane obraze in to je tista največja nagrada, tisti največji nepopisni občutek, ki ga ne moreš deliti z nikomer, laga pa samo doživiš na koncu. Občutki so dobri, koncert je bil uspešno izveden, seveda pred njim se pač porajajo nešteti dvomi in potem skrbi, živciranje, ampak konec konca pospeljamo in je pač tudi tako, kot je bil zastavljen, je bil izpeljan. Polna dvorana je tako ponovno zaznamovala prazničen novoletni koncert godbe Ruše, kar je dokaz, da so obiskovalci radi vračajo na njihov koncert. Super je uspelo, res, tako vsako leto. Se vsako leto udeležujete takšnih koncertov? Sem bila pri enih na novoletnem, ne, pa sem prišla, tam da sem tu prišla. Čudovito, ja, enkrat, vsako leto. Vsako leto se udeležujete? Tako, vsako leto prijemo gledati to in je čudovito.
Se vam je danes morda kakšna točka prav posebej vtisnila v spomin? Vse je bilo lepo, nič, ja vse, od prvega do zadnjega vse so bile lepe, čudovite. Tokrat pa so praznični koncert popestrili z nastopajočimi, med katerimi smo lahko videli goste večera Jureta Ivanušiča ter vokalistki Špelo Pokaržnik in Nino Miglič. Ob koncu koncerta pa sta še skupaj nastopila Iztok Šporin ter Špela Pokaržnik, ki sta združenimi glasovi zapela Silvestrski poljub. Iz glasbeno in praznično obarvanih ruš pa v Vuzenico. Minulo soboto so na ploščadi pred banko še zadnjič priredili praznično božično novoletno tržnico, katero so popestrili člani ansambla Diaton. 4 sobote v veselem decembru v Vuzenici so bile praznično obarvane. Tudi letos so poskrbeli za pestro dogajanje na tržnici ter tako mimoidočim ponudili zraven dobrot tudi pester kulturni program. Seveda pa niso pozabili tudi na najmlajše, saj jih je med zabavo z animacijsko skupino Vilina prišel pozdraviti tudi Božiček. Kot je dejala direktorica Tica Vuzenica, so bili s praznično tržnico v 4 prazničnih sobotah več kot zadovoljni. Takšno dogajanje pa si prizadevajo pripraviti tudi v naslednjem letu. Ja, moram reči, da 4 sobote, torej v mesecu decembru, je bilo pestro in veselo. Zelo sem vesela, da so se tudi Vuzeničani in Vuzeničanke radi družili z nami. Kar velik obisk, bom rekla, vsako soboto, nekaj programa in ja, mislim, da je to ena formula, ki se bo držala tudi prihodnje leto, ko se bomo ponovno veselo družili. Takole praznično boste tukaj zaključili to tržnico, kaj pa želite vsem gledalcem oziroma vsem obiskovalcem, ki so tukaj takole se družili vse 4 tedne v novem letu? Vsem želim predvsem veliko upanja, vedno najdemo žarek upanja za srečo, tudi v tistih mogoče malo manj optimističnih trenutkih, želim jim veliko zdravja, veliko optimizma, predvsem pa, da bi vedno bili dobre volje, ker se mi zdi, da z nasmehom lahko tudi drugim ljudem polepšamo dan, tako da vsem srečno 2014. V prazničnem duhu so obiskovalci v sprehodu na stojnicah prisluhnili domačemu ansamblu Diaton. Iz praznične Vuzenice pa v Radlje ob Dravi, kjer je tamkajšnje otroke obdaril še zadnji izmed 3 dobrih mož, Dedek Mraz. Čeprav so otroci nestrpno čakali na prihod Dedka Mraza, pa je pravljica o Muci Copatarici, ki so jo prizorili pred njegovim prihodom, še posebej pritegnila njihovo pozornost. Grem pogledat, če so otroci pospravili copate. A so jih? Ne! Niso jih pospravili! Spet bom imela toliko dela. Grem pogledat, kaj se dogaja v teh hiškah. Muca Copatarica je tako skozi igro spomnila otroke, da je potrebno pospravljati za seboj copate in skrbeti za svoje stvari. Po končanju odigrane pravljici pa so otroci skupaj s pomočjo snežink in svojih staršev le preklicali Dedka Mraza. Nekateri med njimi pa so mu napisali tudi svoje želje. Od Dedka Mraza v Radljah ob Dravi pa na nekoliko bolj resno temo. Ob krajevnem prazniku Bistrica ob Dravi so minulo soboto obeležili praznovanje še z osrednjo prireditvijo. Pester kulturni program je spomnil na bogate dogodke skozi leto. Predsednica krajevne skupnosti pa se bo to leto zapomnila po projektih. Ja, nedvomno si bomo sigurno zapomnili po obnovi našega doma kulture, ki smo ga letos v juniju predali svojemu namenu. Namreč v Bistrici vseeno, če nas je samo 1300 in nekaj prebivalcev, ampak društev in sekcij, ki aktivno delajo v tem kraju, je veliko in ta dom je več kot dobrodošel in tudi izkoriščen. Se pa v krajevni skupnosti že pripravljajo na prihodnje leto. V mislih že imajo nove načrte. Ja, v letu 2014 bomo že kar spomladi začeli s koriščenjem doma, torej pustovanje za otroke 1. marca, 8. marca prireditev ob dnevu žena in pa seveda KUD in vsi ostali bodo aktivno tukaj koristili, drugače pa načrtov za leto 2014 je veliko. Vreča, v kateri ima občina finance, pa je bolj mala, tako da upamo, da bomo tiste projekte, ki so sofinancirani delno od krajanov z njihovim lastnim prispevkom in pa tisti del občine speljali v naslednjem letu. To je kar nekaj asfaltiran določenih ulic, pa urejanje kar nekaj stvari, ki so ostale od letos odprte. Najbolj poglavitna je seveda kanalizacija v Logu,
kjer je izvajalec zelo slabo naredil zadevo in bo to treba letos popraviti, oziroma v naslednjem letu popraviti. Zelo dejavni med letom pa so bili tudi v kulturnem društvu Svoboda Bistrica ob Dravi. To leto pa si bodo zapomnili predvsem po številnih prireditvah, ki so jih priredili. Ob tej priložnosti pa so opomnili tudi na želje v prihajajočem letu. Ja, želim vsem Bistričanom, da bi to leto zaključili lepo in zdravo novo leto in želimo svoboda kot ne. Zbora krajanov pa so se udeležili tudi prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi. Pravijo, da sicer ni bilo leto naporno z intervencijami, so pa bili zato toliko bolj dejavni na drugih področjih. Leto 2013, bom rekel, je bilo za nas gasilce bolj mirno leto, kaj se tiče intervencij. Bili smo pa na drugih področjih, se pravi na izobraževanju, pa na preventivi, toliko bolj dejavni. Večer so tako v krajevni skupnosti Bistrica ob Dravi preživeli v sproščenem vzdušju, ker ni manjkalo glasbe, pesmi in tudi dobrega humorja. V Radljah ob Dravi je ob dnevu samostojnosti in enotnosti potekal 5. tradicionalni turnir v malem nogometu. O podrobnostih pa Jani Pavlič. Minuli četrtek ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo v Radljah ob Dravi spremljali 5. tradicionalni nogometni turnir pod organizacijo Ludega društva. Tekmovanja se je udeležilo 24 nogometnih ekip, ki so bile razvrščene v 8 skupinah. Najboljši iz posameznih skupin so merili svoje moči v izločilnih bojih. V prvem polfinalnem obračunu sta se pomerila Športno društvo Klošter in ekipa superstrela.com. Do prvega zadetka je prišel Matej Zupančič in povedal na 1-0 za ekipo Superstrele. Igralci Kloštra so sicer zbrano pokrivali nasprotnike, kljub temu pa jim je ušel Matej Kranjčevič, ki je zvišal vodstvo na 2-0 in v zadnjih nekaj minutah ponovil vajo za končnih 3-0. Igralci Superstrele so se prebili v finale. V drugem polfinalnem obračunu smo spremljali dvoboj med restavracijo Vozi Miško in Ribičijo Maribor. Po odlični podaji Luke Šošiča na drugo vratnico se je prvi med strelce vpisal Amadej Založnik in povedal na 1-0. V drugem polčasu sta omenjena nogometaša ponovila vajo, le da sta izmenjala vlogi. Založnik je asistiral, Šošič pa zadev za 2-0. Restauracija Vozi Miško je z omenjenim rezultatom ugnala Ribičijo Maribor in se s tem uvrstila v finale. Boj za 3. mesto so dobili nogometaši iz Športnega društva Klošter, ko sta zadela Matic Kus in Žiga Kus. Skladno s tem so navdušili domače občinstvo. Veliki finale je vzbudil največja pričakovanja gledalcev. Igralci pa so potrdili svojo kvaliteto. Prvi je zadel nogometaš restauracije Vozi Miško Aljaš Jerenko. Nekaj minut kasneje so igralci Superstrele prišli do izenačenja preko Domna Krnca. Najbolj dinamične so bile uvodne minute drugega polčasa, ko je Luka Šošič s kančkom sreče neposredno iz kota zadel za 2-1. Nekaj trenutkov kasneje se je Joc Hudernik sam znašel pred Superstrelenim branilcem mreže in zvišal na 3-1. Vrh napetosti je vzbudil Beno Govekar, ko je z izjemnim strelom pobral pajčevino z desnega zgornjega kota nasprotujočega gola in znižal vodstvo restauracije Vozi Miško na 3-2. Zadnjima zadetkoma Luke Šošiča in Andžeja Mačka je restauracija Vozi Miško dokončno premagala nasprotnike in z izjemnim navdušenjem proslavila zmago velikega turnirja. No in tako se je končal veliki finale današnjega turnirja. O prihajajočem novem letu vas pozdravljajo na govoru župani Selnice ob Dravi Jurij Lep, podžupanja Podvelke Slavica Pečovnik Urh, župan občine Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda, župan občine Radlje ob Dravi Alan Bokovnik, župan občine Vuzenica Franjo Golob in župan občine Muta Boris Kralj. Spoštovane občanke, spoštovani občani, leto 2014 se neizogibno bliža. Ko vsako leto si tudi letos zaželimo veliko sreče, zdravja in medsebojnega spoštovanja. Odločitve, ki jih boste sprejemali zase, ne bodo modre. Spoštovanje in pravičnost pa ne postaneta vrednoti, na katerem bomo vsi skupaj gradili družbo, v kateri bomo sami sebe spoštovali in tudi druge. Vse dobro v novem letu. Dragi občanke in občani občine Podvelka, staro leto živi od spominov, novo leto živi od pričakovanj. Naj vam novo leto 2014 prinese vse, kar je staro zamudilo in še veliko več.
Ubirajte prave poti, na katerih boste srečali prijazne ljudi. Vsak vaš korak pa naj spremljata zdravje in sreča. V imenu župana, občinske uprave in občinskega sveta občine Podvelka vam želim srečno 2014. Ob iztekajočem se letu 2013 bi želel vsem občanom, občankam in sokrajanom zaželeti veliko dobrega. Praznik ob koncu leta so idealno priložnost, da se ustavimo in objamemo vse tiste, ki jih imamo radi. Želim vam, da bi se vsak od vas počutil spoštovanega, stisk rok pa naj bo znak iskrenosti, prijateljstva in spoštovanja. In nič ne škodi, če kdaj pa kdaj pomislimo tudi na tiste, ki se težje prebijajo skozi življenje in jim skušamo pomagati po svojih najboljših močeh. Preživite Božič v ljubezni in v krogu svojih družin. Novo leto pa naj vam prinese uresničitev vseh vaših načrtov in želja. Hvala lepa. Drage občanke, dragi občani, Občina Radlje ob Dravi skupaj z vami zaključuje, po našem mnenju, uspešno leto 2014. Leto, v katerem je Občina Radlje ob Dravi bila deležna kar nekaj novih pridobitev. Verjamem, da se bo ta ambicija Občine Radlje ob Dravi po črpanju evropskih sredstev in po izvajanju projektov prenesla tudi v leto, ki prihaja. Zato vam vsem skupaj želim zdravja polno, veselje in osebne sreče v letu 2014. Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Ozenice. Ob iztekajočem se letu, ki je že skoraj za nami, se vam želim zahvaliti za vaše otvorno sodelovanje pri ustvarjanju naše lokalne skupnosti. Želim vam, da bi tudi v letu 2014, v katero bomo zakorakali, dobro sodelovali. Predvsem vam želim trdnega zdravja in pa precej dobre volje in pa strpnosti. Torej, srečno. Drage občanke in občani, spoštovane Korošice in Korošci, na pragu novega leta 2014 vam želim boljše in prijaznejše leto, kot je bilo letošnje. Korošcem ni bilo lahko. Nenehno smo se srečevali s problemi na področju gospodarstva, prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture in predvsem problematiko imanja ključnih funkcij za obstoj regije. Vendar smo doslej s svojimi prizadevanji koroški župani dokazali, da se je vredno boriti in prepričan sem, da se bodo naša prizadevanja tudi v bodoče obrestovala. Zato trdno verjamem, da nas bo tudi v prihodnje združevala enotnost in energija prav vseh, ki lahko kakorkoli postorimo za dobrobit lokalnih skupnosti, za dobrobit Korošcev in koroške regije. Spoštovani, ob tej priložnosti vam kot župan občine Muta in kot predsednik koroške regije na pragu novega leta 2014 želim čim več optimizma, zdravja, miru in medsebojnega sporazumevanja. Pa poglejmo, kje in kako boste lahko preživeli še zadnjo decembrsko noč in kateri dogodki vas čakajo v novem letu. V Selnici ob Dravi lahko najdaljšo noč v leto preživite v vaški kavarni. V Radljah ob Dravi bo potekalo silvestrovanje na parkirišču Mladinskega kulturnega centra Radlje, večer pa bo popestril ansambel Stil 5. V Mariboru bo med 15. in 17. v Vetrinskem dvoru potekalo otroško silvestrovanje z vilami in čarodejem. Zvečer pa bo glavno prizorišče velikega mariborskega silvestrovanja kot ponavadi, Trg Leona Štukla. Silvestrovali pa boste lahko tudi v Rušah, s pričetkom ob 20. v parku pred občino Ruše. Že prvo soboto v januarju ste vabljeni na spominsko slovesnost Pohorskega bataljona, ki bo potekala na Osankarici s pričetkom ob 11. V nedeljo pa ste vabljeni na 4. mednarodni kegljaški turnir Pohorski bataljon 2014, ki bo pod UV svetlobo v športnem parku Ruše. Toliko za danes. Če želite biti dobro obveščeni o aktualnem dogajanju, nas spremljate tudi na spletnem portalu lokalec.si. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.